Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Na enem zdravem gležnju in z obrazno masko, manj kot 24 ur po prejšnji tekmi, ni problema. Čudežni deček slovenske, evropske in tudi svetovne košarke Luka Dončić še naprej navdušuje v ligi NBA. Sinoči je zabeležil 35 pik, 9 asistenc in kar 18 skokov za zmago Dallasa. In to kljub temu, da si je pred kratkim ponovno zvil gleženj in da ima polomljen nos. Ni kaj, mojster je pač mojster. Sedaj pa se lotimo 78. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Ne vozi miška, zakaj se inštruktorji izživljajo nad bodočimi voznicami. Ženske veljajo za slabše voznice od moških. Kaj pa, če so v resnici krivi inštruktorji? Zakaj ženske težko pridejo do vozniškega izpita, nam bo povedal naš stalni komentator, dvojni magister in psihoanalitik Roman Vodeb. Roman, dobrodošel ponovno v Faktorju. Prisrčen pozdrav. Roman, zdaj ta mit, ali pa mogoče resnica, ne vem, boš ti povedal, da so ženske voznice slabše od moških, oziroma da so ženske slabše voznice od moških. A to kaj drži, ne drži, s kje to recimo izhaja? Povej. Jaz se spomnim, en psiholog, zelo priznan, Miran Čuk je bil to, vsi so se ga bali. On je polemiziral na to temo in je rekel, da so moški boljši vozniki, ampak je dodajal ene stvari in takrat nisem točno razumel, na kak način on razmišlja. Zdaj recimo, ko pa psihoanalitično, to je pač 40 let nazaj, ampak zdaj, ko sam razmišljam, lahko rečem, da so ženske bolj pazljive voznice, kar pomeni, da procentualno, če bi tako relativno gledali, koliko so udeležene v prometu, zagrešijo mogoče zaradi te previdnosti manj prometnih nesreč, bolj po pravilih vozijo, bolj dosledne so, držijo se pravil. Moški se pa, zdaj bom pač uporabil ta psihoanalitični izraz, ali pa vodebovski izraz, moški se z avtomobili kurčijo, divjajo, prekoračijo tiste omejitve hitre vožnje. Jaz bom rekel, tudi sam sem pogosto malo prehiter, ampak vozim tako, kot je prav, ne tako, kot mi velevajo te znaki. Tako da bom rekel, suma summarum, moški so boljši vozniki, ampak so pa bolj nevarni v prometu, ker so bolj divjaški, več si upajo. Na nezavednem nivoju pač ta avto predstavlja podaljšek za ne toliko ego, pač pa je falična simbolna struktura avtomobila, kar pomeni, da je avto simbol moškega spolnega organa. Mi se z avtomobili kurčimo, tisti dolgi, veliki avtomobili imajo simbolno strukturo tudi za ženske. Ženske načeloma obožujejo klitorične avtomobile, manjše, ki se lažje parkira, se pravi not daje v bokse, garaže, pa tako naprej. Zadeva je zapletena, tako da bom rekel, vožnja je nekaj, pridobivanje izpita je pa čisto drugo poglavje in to je tisto, kar bi midva danes obdelovala. Ja, absolutno. Preden greva čisto na izpit, še en mit, recimo, češ da ženske to vključevanje, da ne spuščajo, veš, ki se naredi veriga, recimo iz 2 pasov na en pas, zaradi tega, ker pač nimajo fršlusa. Kako pa je s tem? To pa ni tako. Zdaj ona, ženska, nima moralne razsodnosti na tak način razvite kot moški. Njen nadjaz je zaradi narave kastracijskega kompleksa šibkejši, ona misli, da ima več pravic, ona logike vključevanja dejansko ne razume, te nepisano pravilo, je že kar, ko bi rekel, pisano pravilo, fršlus je ta zadrga, ki jo pa dejansko nima na šlicu, ampak šlic je moški koncept, včasih ženske sploh niso imele hlač, ki bi imele šlic, ampak so imele fršlus, zadrgo na boku. Moja mama je bila šivilja, vedno so ženske hlače imele fršlus na boku, ker na klasičen šlic ženska nima kaj ven dajati.
Mogoče je ta zadrga dejansko malo vključena v percepcijo tega vključevanja, ampak bom rekel, to je že kvantna psihoanaliza, ki jo je zelo težko razložiti enemu laiku, ne, že to, ko sem rekel, da avto ni avto, ne, da se moški kurčimo, ženski avtomobili so klitorični, ona ima rajši tam nek Firecaj, kako smo rekli, Pičipokla, Twingota, Cliota, ne, manjše avtomobile, moški pa pač zaradi narave kastracijske bojazni pa večje avtomobile, ne. Tako da ne vem, laiki, kako bojo tole razumeli. Ja, okej. Zdaj, Roman, kako praviš, ne, kurčenje, avtomobili in tako naprej, simboli, pa večinoma moški inštruktorji in zdaj ženske kandidatke za voznice, ne. Kako gre to potem v praksi skupaj? Tole, večina so moški inštruktorji, ker pač šofiranje pa ven metanje z dobro vožnjo je domena moških, so pa tudi ženske inštruktorice, ne. Ena moja kolegica je imela zdaj po dolgem času, ki bom verjetno tokom pogovora še večkrat omenil, je imela nazadnje na izpitu, na katerem je sicer padla, žensko, ne inštruktorico, ampak v komisiji. Je bila izjemno zadovoljna, ne. Splet okoliščin je bil tak, da je ona padla, ne. Že mislim, da četrtič, ne. Ampak je rekla, suvereno se zdaj počutim in naslednjič, če bom imela isto to v komisiji žensko, ki se ne izživlja nad kandidati, bom naredila izpit, ne. Tako da dejansko je več moških inštruktorjev in tudi v komisijah. Spomnim se, v srednji šoli, moja sošolka je že delala izpit in je napisala izjemno dober spis o tej vožnji, ne, in je izredno tudi bil seksualen, latentno seksualen spis. Mi smo ga kovali v zvezde, tale učiteljica za slovnico je pa malo norela, ki je bila malo fovšna, ker tale Simona Maček je bila. To genijalen spis je napisala, ampak ko je tam upeljala ročno zavoro, pa ta menjalnik, Schalthebel, ne, to so falični simboli, ne. Moj prijatelj je na to temo veliko stvari povedal, kaj si mu ena prijateljica naredila med vožnjo, ne, sem je kar, rekel, sedla na Schalthebel gor, ne, in to menjavanje, ne, to je zelo erotično. Ne, sklopka, zdaj te avtomatski menjalniki, ki so pisani na kožo žensk, imajo svojo zgodbo vzad in dejansko so pisani na dušo žensk, ne. Moški se pa hočemo tudi torej z vožnjo kurčiti, zročno obračati, ne, spomnim se, ko mi je tam malo vzel Toyoto in je šel zročno na sneg obračati, ne, se ni bil edini, ne, zdaj mi bo avto uničil. Skratka, fantje čisto drugače pristopajo k vožnji kot dekleta. Da ne govorim o teh zrelejših ženskah, ko pol po 40 letu ugotovi, da rabi avto, da brez avta ne more. In tudi s temi ženskami imam, torej moram že takoj povedati, da jaz tem ženskam pomagam priti do izpita. Tudi s hipnozo, pa z metodologijo, ki jo priporočam. Tako da na to temo veliko vem in bom stopil na stran teh žensk, ki imajo težavo pri vožnji. Ampak kaj pomeni to, da boš stopil na njihovo stran, Roman? Jaz jih branim. Ja. Zato, ker, ne, še tako, v šali rečem, da bi si moški morali zbirati normalne ženske po tem, kako dobra voznica je, oziroma koliko je imela težav pri delanju izpita, ne. In tista, ki se izredno muči pri pridobivanju izpita, ki ima tremo, ki joka, ki ne zna voziti, to je špicna roba za vžent. Take ženske rabijo dobrega šoferja, ki odpre vrata in gre ona kot dama noter na sedež sovožnika, vozi pa moški. In ženske, ki izredno rade vozijo, imajo falično simbolno strukturo. Določene ženske, ko pridejo hmen, ne, hoče iz sebe narediti feminilno žensko, pride v kiklici, pride v štiklih. Jaz pa gledam, kako ona parkira, ne, in pa vidim, kako suvereno ona zvratno, ritensko parkira. Rekel, vi ste pa malo falična, ne, kako to mislite, poglejte, kako sem lepo napravljena, žnable imam rdeče, ne, nohte imam rdeče, dolge, ne, to je feminilno. Rekel, jaz sem videl, kako vi vozite, kako ste parkirali, to je pa falična domena. Skratka, jaz se borim za ženstvenost v ženskah in ženstvene ženske izredno trpijo, ko pridobivajo izpit. Saj pol, ko ima neko 1000 ur vožnje, se nekako nagliha in si upa voziti, čeprav ima nelagodje, ko vozi po avtocestah, ko gre recimo iz periferije v Ljubljano, v gost promet ali pa na 4-pasovnico v tujino, tam imajo pa treme, ne, in take ženske nimajo nobenega zaledja nikjer, take ženske se spotika,
sadistično se nad njimi izživljajo, ko pridejo v avtošole, ko kaka, recimo, izpitna komisija dobi eno blondinko, plave oči, vsa namazana, rdeče nohte, to se kar režijo in je dajo tako turo tam, recimo, skozi morajo levo zavijati, ker levo zavijanje je težje, samo da se ženska bolj zdrzne, samo da dela napake, oni inštruktori pa sadistično uživajo in to ni prav in feminizem nikoli noče pomagati tem ženstvenim ženskam, jaz pa ki veljam za nekega mizoginega, neopravičeno, mizoginega mačista, sem pa rekel, zdaj bom pa jaz na stran žensk stopil in se potegujem za to, da se pridobivanje izpita za ženske omili, da se metodologija za ženske omili oziroma bolj prijazni, da so te izpitni centri oziroma tudi avtošole do teh feminilnih žensk. V redu, predlagam, da si zdaj vzameva krajši premor, ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj ženske težje pridejo do vozniškega izpita. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Roman Vodeb. Pogovarjava pa se o tem, zakaj ženske težje pridejo do vozniškega izpita. Roman, če nadaljujeva najino debato tam, ker sva jo začasno prekinila, skratka ti praviš, inštruktorji oziroma komisija na vozniških izpitih sadistično uživa, se izživlja nad temi ženskami in tako naprej. Zdaj moram reči, da me to malo čudi, ker ko že govoriva o stereotipih, eden izmed stereotipov je tudi, da pač se pravi, moški podležemo zdaj vplivu lepih žensk, pa jim želimo pomagati in tako naprej. Zakaj potem ta komisija tako odreagira? Zato, ker so v izraziti pač poziciji moči, ali tudi pri njih so neki podzavestni vzroki, da se recimo ukvarjajo s tem poslom in da tako odreagirajo, ko dobijo žensko kandidatko napram recimo moškemu? Ja, jaz sem svoj čas, pa tudi zdaj, recimo, poslušam te intervjuje, ki se zgodijo po izboru za Miss Slovenije, Miss sveta, karkoli. Tam vedno sledi neko vprašanje, glavno mesto Amerike, in potem je moja kolegica Barbara, psihoterapeutka, rekla, da je glavno mesto Amerike Miami. Popolnoma se je zdrzla. Ona je vedela, da je Washington, ampak v tistem trenutku pride do sugeriranja nevednosti in se ženska zdrzne. In sadisti, te kamermani, tudi novinarke fovšne, mogoče novinari, tonski mojstri, dejo vpraš, dejo. Se pravi, to je ta sadizem in najbolj trpijo na teh izpitih navadno pa lepe ženske. Se pravi, mlade, lepe, ko tisti inštruktor ve, da do nje pa ne seže. In potem tako nezavedna misel je, če jo pa že ne morem podreti, sorry izrazu, jom pa malo jebal. Ja, bom pa na izpitu podaril. Ja, on pa tam podaril, in potem te komisije. Jaz sem bral nek prispevek nekega inštruktorja, zdaj, ker se izdal je pa identiteto tako, da je rekel, da je bil inštruktor hčerke Aleksandra Čeferina. Zdaj, on je dober inštruktor, kot sem videl, je on opazil, kako se komisija izživlja nad eno od njegovih čisto zglednih mladih voznic. To imajo v nezavednem nekaj jedra. Ali so doma mogoče jezni na ženo, imajo kronično težavo, ne vem, v kakšni obrobni službi, ker to so hobi, mogoče tudi inštruktori, pa ima tam v službi neko šefico, ki ga, rekel, prostite izrazu, jebe in potem preslika to jezo do nekega ženskega lika na tisto žensko, ki jo mora tam ocenjevati na komisiji. In jo pol tam, torej ne kot inštruktor, že na izpitu ji postavi tako vožnjo, se pravi, tako usmerja, da bo ja padla. In pri tem nezavedno, pazi, nezavedno sadistično uživa, ker ima nezavedna jedra, da se maščuje nekemu ženskemu liku. In jaz kujem, recimo, plane, kako bi zdaj pa jaz to omilil, oziroma kakšen bi bil mehanizem, da se to omili. Jaz mislim, da bi bila neke kamere tiste, ki bi morale spremljati vse te izpite, tudi vožnjo, ker določeni inštruktori, imajo pa, recimo, nekateri moški,
Sorry, ker moram to povedati, niso pa to vsi moški takšni. Nekateri moški grejo, so inštruktori ne zato, da bojo zaslužili, ampak zato, da bojo prišli po bližnjici do seksa. In tam komaj čakajo, da dobijo kako mlado voznico in so izjemno prijazni. No, jo povabijo na kosilo, na pijačo, tikajo se takoj, ne, takoj se tikajo, od ti do postelje ni daleč, ne. Tako da tale pridobivanje izpita je seksualna zadeva. In moški smo pač krvavi pod kožo, nekateri nimajo moralne razsodnosti in se zakadi v te mlade voznice, ko svinja obuče, ne. In potem vidi, da ne bo dobil, potem je pa totalno, ne, jebe v glavo, ne, če že direktno ne more, ne. In pol je vsa objokana in sistem to dopušča, se pravi sistem, jaz ne vem, kdo točno, to ima neka agencija za varni promet, nekaj tazga, ne, tam obstajajo neki vrhovi, potihem se ve, da se to dela, ne, celo dopušča se, zato jaz razmišljam, kako bi se z nekimi kamerami neutraliziral ta sadizem, ki se dejansko dogaja. Meni so ženske iskreno povedale, kaj jim inštruktori delajo, kaj jim komisije delajo, kako menja avtošole, kako je stran vrgla tako rekoč 5, 6, 10 tisoč evrov, kako ima 200 ur izpita že, kako dela že 10 let izpit. Meni se te ženske strašansko smilijo. In to so v bistvu zelo normalne, feminilne ženske in če je ženska normalna, feminilna, ima v bistvu težavo z vožnjo. No, ampak zdaj recimo, ko si že omenil to, ne, da ne vem, kolikokrat delaš izpit. Recimo ena znana javna oseba, ki ima to težavo, je Nika Kovač, ne. Ja. Ona je sama povedala, da je že 9-krat delala izpit, ne vem, 2-krat se je celo zaletela na izpitni vožnji, ali kako že. V glavnem ne more narediti tega izpita, ne. Kako je pa z njo zdaj? Zdaj, večina javnosti je pač privoščljiva, ne. Poglejte jo, kako je nesposobna, ne. Ne more narediti niti vozniškega izpita, ampak je res to njena nesposobnost, ali so kakšni drugi vzroki? Ne, zdaj tako, na tej točki, sorry, pa mi ni blizu, Ja. pa stopam na njeno stran. Ne, tukaj, jaz bi rekel, ima upanje, da se normalizira. Če se bo nehala aktivistično, bi rekel, zaletavati v desnico, v Janšo, če bo manj aktivna na politični, tej nevladni ravni s tem 8. marcem, se ona lahko utiri v normalno ženskost, ne? Ker ona ima močnega očeta, se pravi, naj bi si želela moške, alfa samce, Miha Kovač je pač njen oče, zdaj ima ločene starše, mama je univerzitetna profesorica, ampak punca je normalno ženstvena, ona ima ustnice, podobno rdeče pobarvane, ker to je znak seksualnosti. Ne? Ona želi biti lepa in v tej feminilnosti ona ne more suvereno voziti avtomobila, ker je preveč ženstvena, ne? Ker tisti, ki je njej rit odnašal in ji tudi odnaša še sedaj, je njen oče. Ona rab nekega alfa samca, da bo kavalir za njo, džentelmen, ona bo pa dama. Samo ona je po svetu okoliščin zdaj postala pa izredno falična, ne, saj ona na retorični ravni lahko raztura, ampak globoka njena duševnost je pa zelo feminilna in to dokazuje s tem, da je 9-krat padla, pa 3, ne vem, prometne nesreče imela, 2 inštruktorja zamenjala, avtošole. Ona se izkazuje, da je normalna in jaz bom rekel, še je upanje za njo, da se normalizira in postane ženstvena ženska, kar v resnici tudi je. Ja, zdaj, kaj pa recimo, a je boljše za ženske, da imajo recimo ženske inštruktorice po vsem tem, kar ti govoriš? Ja, takole bom rekel, nekateri moški so dovolj čuječni, dovolj izkušenj imajo neko intuicijo in vejo, da sta spola različna. Še posebej na tem nivoju ali pa v tej paradigmi pridobivanja vozniškega izpita. On ve, da sta to, eni so z Marsa, ženske so pa z Venere in jih ne enači. Z ženskami je treba s popolnoma drugim protokolom pristopiti, po drugi metodologiji, bolj postopno, bolj v rokavicah, bolj nežno je treba pristopiti, ker ženske so tudi jokave, to se ti bo zjokala, samo ko bo volan prijela, ko bo tisto ročno zategnila, ali pa če je ne bo, ker ponavadi pozabijo zategniti ročno, ne, ko bo gas pritisla, je bojo kar solze tekle, ne. Če bi nekdo zmeril količino solz, ki jih mlade sodnice, voznice, tudi sodnice, ne, mlade voznice pretečejo, ne, solze, bi videl, kakšna razlika to med spoloma. Ženska se sesuva, to je neverjeten stres, ko se ženska usede v avto, ko pade na izpit 14 dni joka,
potem mora 2 meseca čakati, šparati, da tiste nadaljnjih 10-20 ur vožnje opravi. To je draga stvar, to je velik biznis in ženske tukaj zelo trpijo. In tem ženskam je treba sistemsko pomagati in ženske voznice, torej inštruktorice in tudi v komisijah, so bistveno bolj tolerantne, ker posebej sklepajo. Ne, kako težko je voziti en velik avto, kako težko je prehitevati na avtocesti, kako težko je ritensko zvratno parkirati, ne. To ženska bolj ve, ker sklepa po sebi. Moški pa imajo tisto neko analitičnost ali pa posebej sklepajo, introspekcijo imajo razvito, ne znajo se pa vživeti v žensko. In ne ve, da ženska ne more kar tam v tunelu po levem pasu voziti, ne, saj imaš pleca, ona tam, to dobi šok, to dobi, ne, ravno panični napad. Če dobi panični napad, je treba vzad pogledati, kaj se rojeva kaj biva onstran paničnega napada. Ampak ta strah izvira iz tega, da ženska nima moškega spolnega organa, ona nima koncepcije kurčenja, ona je lepa, ona je narcistična, ona se rada kaže, ona ne more voziti predrzno, ne more prehitevati, ona ne more 130 voziti. Tale Nika Kovač je po avtocesti 50 vozila. Ja, tako pravi, ja. Ja, mislim, se s tem hvali ali pa se norca dela iz sebe. Jaz bi rekel, da tukaj dokazuje, da je zelo feminilna v resnici, ne. Zdaj pa treba tukaj vaditi, in ženske vejo, da je treba vaditi, vejo, da je treba po opravljenem izpitu narediti še enih 200-300 ur vožnje, malo v spremstvu kakšnega očeta, partnerja, moškega, mogoče mame, pa sama na cesto. In treba je 100-200 ur še naknadno pol narediti, da pride do rutinskega pristopa k vožnji, ne. Ker te ženske meni poročajo, jaz sem sužnja svojega avtomobila, ne. Pa pridejo k meni pa na hipnozo, ne, recimo. Pa jih pa jaz s hipnozo pripravljam do tega, da suvereno vozijo, da imajo samozavest, pa rečejo, zdaj pa čutim, da je moj avto moj suženj, da jaz nisem njegova sužnja, zdaj pa on meni služi, ne. Se je ženska enkrat zaletela, razsula avto, pa je rekla, on je dal življenje zame, ne, ker ga ima za moškega, ne. Moški ima pa sebe, svoj avto za podaljšek, ne ega, podaljšek svojega penisa, ne. To je na simbolno nezavedni ravni, to je zdaj kvantna psihoanaliza, ki ni retorična, ne. Govorimo o simbolnih procesih in kadar ženska vozi, recimo šleperja, ne, to je absolutna simbolna disonanca, ne. To je neujemajoče glede na diktat genitalij, ki diktirajo moškemu kurčenje z avionom, s šleperjem, vozi vlak, ženska pa ne. In ženski je pa to muka. In zato moramo uslišati to feminilnost v teh ženskah, ki jih jaz pišem v resnici z veliko začetnico. Ja, sej ravno to sem te hotel vprašati, ker recimo osebno poznam inštruktorico vožnje, ne, ki inštruira tudi voznike kamionov, ne, tovornjakov, tako kot ti praviš šleperjev, se pravi, tovornjakov, priklopnikov celo. Kako gre pa to skupaj? Ja, jaz bom rekel, je imela težko življenje ali pa, torej otroštvo, ali pa očetu je igrala sina. To mora biti nek faličen tip ženske, to je rojena športnica, zdaj če upa še poveš, s kakšnim športom se ukvarja. Ja, je predsednica enega kluba športnega, ampak... Ja, pa še lahko rečeš, kje so tam ženske, ne. Žensko športanje je malo zgledovanje po moških, ne. V ozadju zgledovanja po moških, če vidimo zdaj tolo blondinko, saj je blondna, saj ima rdečo uro, lahko ima tudi nohte, pa žnable rdeče, ampak se mora zgoditi neko zavidanje penisa, ki je nezavedno, ojdipalno doživeto. Ona je morala imeti neke brate, po katerih se je zgledovala, ali pa imeti fantazmo, ljubi očka, poglej me, takšna sem kot sin, ki ga nimaš, ne, pa mu igra sininjo, ne. In se izredno dobro znajde, ker motorične sposobnosti pa ves ta aparat ima ženska isti kot moški, samo nezavedni simbolni procesi so pri ženski drugačni zaradi narave anatomije genitalij. Sorry, po Freudu je to tako. Ok, razumem. Zdaj pa, kaj pa obratna recimo situacija? Kaj pa moški, ki imajo težave narediti vozniški izpit, imajo veliko ur, so štorasti za volanom in tako? Ja, imam enega kolega, ki je imel 70 ur, ne. Sam recimo vem pa, da ni živel skupaj z očetom, ne. Oče da svojemu sinu nek testosteron, ne, tudi s tem, da mu krade mamico in moški postane ves testosteronski, predrzen, tudi moralno razsoden,
faličen, ne, in potem komi čaka, da se lahko malo pobaha z avtom, ne, in ima afiniteto in tista trema je adrenalinska, on ima tremo, pa želi, pa vidi, da je dobil zdaj v upravljanje ta falus, ne, in se mu zdi nobel, ne, on ima pogum, ker on tudi kalkulira, da potem bo imel avto, s katerim se bo bahal, da ne rečem kurčil, ne. Ta avto ima tudi zice, ne, na zadnjih sedežih se marsikaj dogaja, ne, ampak dogaja se, če šofer vozi svojo neko inspiracijo, muzo, po kakšnem zmenku, po kakšni kavici večeri domov, avto, se je to erotično, prikladen za dol dajanje, za erotične stvari in tukaj mora moški voziti, ne. V moškem avtomobilu se te ženske predajo moškemu šoferju, ne. Je lahko tudi obratno, ampak če je obratno, pride do simbolne disonance, se pravi simbolnega neujemanja. Moški mora imeti velik avto. Ženska, ko ima pa avto, se pa zdi dobro, če ima malo manjši avto, ne. Ne samo, da ga lažje parkira, bolj elegantno se njej zdi, njena manjšost izvira iz klitoričnosti. Ne, moška večjost, afiniteta po večjosti, pa pač iz faličnosti, ker ima organ več kot ženska. Tako da v nezavednem je neka logika, ki je pač takšna, kakršna je, in diktirana strani anatomije genitalij. V psihoanalizi je to tako, zdaj, če se komu to dopade ali ne. Sorry, ker sem sev, ki prinaša slabo novico. Ne morem pa to tako dokazati, da bi tako, kot je, ne vem, Pitagor je izrek, se da dokazati. Jaz pač tole sem povedal, če komu ne paše, sorry, ker pač sem povedal tole. Se pravi, če te prav razumem, ti praviš, da ni zato, da ženskam niso všeč večji avtomobili, ker bi bile bolj nerodne pri vožnji. Avto ima falično simbolno strukturo, ona se ne znajde. Ona, ko vozi tisto avto, to je kot imela strapon, ne? Ona ne ve, kako brinila s tisto stvarjo, ki se je reče avto, ne. Lezbijke recimo imajo pa afiniteto do tega, pa še tako bom rekel, kadar samske ženske imajo avto, to ne boš verjel, ali pa mogoče veš, to tako skrbijo za njega, to ga najamejo garaže, to ga pucajo, vsak raus dajo popraviti, ne, kot tiste seksualno nepreskrbljene ženske, ki nima moža, ki ne more seksati, kadar hoče, potem pa pride ljubimec in se ga potem oklepa. Oziroma ta igračka, ki ni dildo, ni vibrator, ampak je avto. In za ta avto te samske ženske neverjetno skrbijo. To so bolj obsedene kot moški, ne, čeprav tudi nekateri moški, jaz nisem med njimi, ne, se pravi, skrbijo za svoj avto, to ga pucajo, polirajo, spoilerji, široke gume, nove felge, kaj naredijo nekateri, ki imajo na simbolni ravni avto za falus, ne, se s tem dobrim avtomobilom kurčijo, ne, jaz se kurčim recimo z znanjem, s pametjo, ne, nekateri, ki pa nimajo tega privilegija, imajo mogoče denar, ne, imajo pa avtomobile, ne, določeni moški, prav ti, če nimaš dobrega avtomobila, ti mimo gimnazije se sploh ne smeš pelati, ne. Ja, to mi je en rekel, potem pa še neke anabolike, pa v fitness, pa tiste mišice gleda, ali ima dovolj velike pa avto, ali je dovolj dober velik, ne. To so ti nezavedni simbolni procesi, ki determinirajo oba spola. In na tej točki se delajo radikalne razlike med spoloma in ženske tukaj potegnejo kratko in nihče se ne potegne zanje, ne. In jaz kot mačist, ne, kot ne vem, kaj mi vse rečejo, da sovražim ženske, kar sploh ne drži, sem pa rekel, da na tej točki pa moram enkrat za vselej reči, da so ženske tukaj zelo hendikepirane, nihče jim ne pomaga, sistem jih tako rekoč spotika in ta inštruktor, ki sem ga prej omenil, ki je pač bil inštruktor te hčerke Aleksandre Čeferina, je rekel, da bo naredil vse, da se bo novinarji začeli zanimati za masakriranje, sadistično masakriranje, ki jih doživljajo ženske mlade voznice pri pridobivanju izpita. On je inštruktor in če pride preko zajebana komisija, te lahko jebe 5 let, ne. Vmes mnoge ženske obupajo, ne. Imajo po 200 ur, po 200 urah pride k meni, ne, pa ji pomagam, pa s hipnozo jo bodrim. In še tako naj rečem, ženske, ki ima ob sebi moškega, ki jo bodri, ki ima saj očeta, fanta ali pa kolega, jaz vem, da sem zdajle eni kolegici 10 let se ni dotakla avtomobila,
ker je pred 10 leti imela tako kalvarijo, da bi, jaz sem rekel, da bi mogla tožiti avtošolo, inštruktorja in komisijo. Ja. In sem mi navil ušesa, vse sem naredil in danes vozi. Še 2000 evrov je stran vrgla, 2500 evrov, prej pa 4000 evrov, se pravi vsega skupaj okrog 7000 evrov. To je s taksijem se vozila, na prevozih bila, to je imela takšne kalvarije, če se spomni, kaj vse je naredila, zato ker ni imela izpita. Zato ker imela pretegnenega inštruktorja pa sadistično komisijo in je 4-krat padla. Zdaj pa v 6. poskusu je pa naredila in zdaj vozi. Sem prav ponosen, da se tej kolegici sta ob strani. Res pa je, da je zamenjala avto, šla na avtomatika, ne? Ker ženska, tam, ko mora menjati, se podira. Moški, ko mi čaka, da ti šaje hebelj, pa prestavlja pa ročno. Ženska pa ne. In ženske zdaj s temi avtomatiki super vozijo. In če ima kjera ženska, ki ima problem s tem pridobivanjem izpita, naj zamenja avto, naj gre na avtomatika. In tudi te, inštruktorji, ki imajo avtomatike čez, ne, vedo, da so ženske ranljive in tem ženskam je treba pomagati. Ja. A se lahko kjera od teh, Roman, ki imajo težave s to vožnjo ali pa pridobivanjem izpita, tudi neposredno na te obrne? Ti pomagaš? Torej, jaz imam zdaj ne samo hipnoz, ne. Jaz tudi svetujem metodologijo, kako se morajo potem, ko že naredi izpit, pa 5 let ne vozi. Treba je po noči iti v avto in se voziti po osamljenih poteh. 10 ur, minimalno. Ali pa nedelja zjutraj, ko ni prometa. Tudi, če ti dol teče, tudi, če si na robu paničnega napada, bejš v avto, voz. Tiste, ki imajo že toliko pa toliko ur, ki niso naredili, naj grejo nazaj v avto. Naj zberejo denar, naredijo, najdejo dobrega inštruktorja, če je treba, pač se oglasijo k meni, mislim, jaz tukaj pomagam s hipnozo, mnogim ženskam sem. Jaz se spomnim Branko Gradišnik, je rekel kolegica, Milena je bila stara 58 let, mož je umrl, imela je velik avto, nepokretno mamo, čez celo Ljubljano je z avtobusom 45 minut se vozila, 2-krat na dan. Potem je pa, ne vem, 200 ur vožnje imela. Jaz sem k njej domov iz Trbove šel, ker je hotela z vlakom k meni priditi. Sem rekel, ne gospa, bom jaz prišel k vam. 3-krat sem šel k njej domov. In potem je naredila izpit. Ta hvaležna je bila, in jaz sem povedal, zdaj pa vozite. Pejte v avto, 5 ur skupaj vozite, da boste videli, da je to tako kot plavanje, ko enkrat znaš plavati. Znaš plavati, pa žonglirati. Težko je se naučiti žongliraš, pa ko znaš, pa to delaš, bi rekel, avtomatizirano. In jaz pač pomagam z nekim modrim nasvetom, vem, kako psiha deluje, pač ta hipnoza je intervencija v nezavedno, tam pa tudi vem, kaj te ženske rabijo. In zdaj, ne vem, jaz sem tudi v času Ljubljan, v Trbovljah, jaz tem ženskam hočem pomagati, tudi zato, ker mislijo, da ne črtim ženske, v resnici pa jaz ženskam pomagam, tudi pri tem pridobivanju izpita. Še en izziv imam zate, Roman, kaj pa recimo koncentracija na samo vožnjo pri ženskih voznicah? Še en mogoče stereotip, ženska drži volan, drži v narekovajih z koleni, pa se zraven šminka med vožnjo in tako naprej. Kako je pa s tem? To so neki stereotipi, med vožnjo se sigurno ne šminka. Problem je, da so te standardi. Jaz se spomnim, ko sem eni punci pomagal, naredila izpit, s hipnozo sem šel k njej domov. Pa mislim, da je bil čez 10 let kliče njen tast. Je rekel, naši tam mladi ste pomagali, jaz sem 1 milijon kilometrov, 18 pik sem imel, zdaj moram poligon varne vožnje, ponovno na izpit, jaz imam tako tremo. Zahteve, ki so zdaj, so nenormalne. To, če ne držiš tam, ne vem, volan je zdaj 15 do 8, ne vem kako. Prej je bil 10 do 2. To so take strokovne nebuloze, da glava peče, samo da se sadistično lahko izživljajo. Ti moraš skozi tista ogledala gledati, ne. Kje se ženska se seveda ne bo šminkala in ko gleda ogledala, gledati tiste avtomobile, ker se boji, ne, in je vsa preplašen. Rada je pa lepa, ampak če se ustavi, se mogoče v ogledalu našminka. Ampak sicer so pa ženske, ko enkrat znajo voziti, zelo previdne. Tudi pila ne bo ravno, moški tudi 2-3 pire spije, pa ve, da lahko vozi. Ženske so pa, bi rekel, saj ne more Formula 1 ne bo vozila nikoli, ali pa teh, ne vem, Indija, čeprav karting, recimo Nina Jerančič. So tudi ženske športne voznice. To tudi, pa tam v Maleziji znajo biti, ampak to kurčenje v Formuli 1,
to je pa pač domena moških in tukaj so razlike med spoloma. Jaz pač govorim o teh normalnih ženskah. Čisto za konec še eno vprašanje, Roman. Fobije recimo pri vožnji, se tudi s tem kaj srečuješ, recimo ne vem, strah pred tuneli, nadvozi? Ja, to je fobija, ima drugo etiologijo. Če je žensko strah voziti, lahko da je imela prometno nesrečo. Že imel par takih žensk, ki so kot deklice bile udeležene v prometnih nesrečah in se tam strah napaja. Fobija pred tuneli, to je posebna vrsta fobija, to jaz se lotevam drugače, tudi s hipnozo, s pogovarjanjem, ampak fobija pomeni, da človek lahko dobi, če ima ta pravo fobijo, panični napad, ampak tiste, ki se bojijo voziti, to ni fobija. Fobijo imajo tisti, ki so prometno nesrečo doživeli, pa sami kot otroci, se mogoče tega ne spomnijo, pa imajo pa probleme. Tudi vsak, ki pride k meni na temo tega vozniškega izpita, se jaz z njim pogovarjam, 1 uro, 2, tudi moški, predvsem pa ženske, ne. Pa pridem pač do nekih otroštev, pa tam vidim, da so tam ene stvari napačno doživete, pa tako naprej. Evo, Roman, mislim, da smo marsikateri stereotip danes razbila, mogoče tudi pomagala kakšnemu šoferju, šoferki, ne nazadnje mogoče celo kakemu inštruktorju ali pa izpitni komisiji. Najlepša hvala, magister Roman Vodeb, za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj se inštruktorji življajo nad ženskami, že 986. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali legalizirajmo prostitucijo. Zakaj bi morala Slovenija legalizirati prostitucijo? Politična je tako ali tako že. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.